Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Savič mirno v pičkah katolibanskih, tranzicijska levica pa nič. Nadaljujemo z bojem proti sovražnemu govoru. Tokrat smo pod drobnogled vzeli dom na Saviča, nekakšno mešanico novinarskega radikala in spletnega policaja, ki pa ne zna skriti nestrpnosti do drugače mislečih. Bodo Kučan, Šarec, Židan, Društvo novinarjev Slovenije in kompanija kaj rekli na to? Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3, smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali: Kangla vodi. Zakaj je popularni Franca alias Franc Kangler še vedno v igri za župana Maribora? Po zadnji anketi Nina Medije, županska bitka v Mariboru še ni odločena. Kako to, da je v igri še vedno tudi Franca, se bomo pogovarjali z našim posebnim gostom, Francem Kanglerjem. Toplo pozdravljeni. Dobro večer. Dobro večer. Najprej moram povedati, da smo seveda v oddajo povabili tudi vašega protikandidata Sašo Arsenoviča, vendar nam je žal sporočil, da se zaradi preobremenjenosti soočenja ne more udeležiti. Preden začnemo debato, pa moram povabiti tudi gledalke in gledalce, da se vključijo v oddajo s svojimi tviti, in sicer z hashtagom oziroma ključnikom Faktor. Sprašujemo pa vas, ali si po vašem mnenju Franc Kangler zasluži še eno priložnost kot župan Maribora. Evo, toliko o tem. Gospod Kangler, prvo vprašanje. Matjaž Kek je ravno kar spet ustoličen kot selektor slovenske nogometne reprezentance. Kako vi gledate na to? Gledam zelo pozitivno. Že takrat, ko je bil prvič, sem bil zelo vesel. In če je lahko svoje znanje in izkušnje iz Maribora prenesel v Reko in pokazal in dokazal, da je lahko zmaga tudi v Hrvaški ligi, in glede na vzdušje in stanje v slovenskem nogometu, tudi sam sem bil podpredsednik Nogometne zveze Slovenije, ko je bil takrat Ivan Simič predsednik. Bili ste del v bistvu tega uspeha, ki je potem kulminiral z uvrstitvijo na svetovno prvenstvo v Južni Afriki. Je bil Ivan in tudi Kangler moteč v nekem okolju. Očitno smo bila večkrat moteča, ampak jaz sem prepričan, da gospod Kek je moder človek in ima znanje, predvsem pa izkušnje, in da lahko slovensko reprezentanco dvigne kar za nekaj nivojev. Je pa to mogoče za vas pozitiven znak, ne? Zdaj, če se je vrnil Kek, ne? Mogoče se vrne tudi Kangler. Glejte, veste, to bi vas čisto preprosto vprašal. Nekomu bi vi zaupali, da vas pelje z avtomobilom. Nekomu, ki že 20 let vozi taksi ali pa avtobus, ali pa nekomu, ki je naredil včeraj izpit. Komu bolj zaupate? Ja, temu, ki vozi taksi, ne? No, vidite, jaz že 20 let sem politično aktiven, imam kar 20 let politične kilometrine in v mojem preteklosti 3-krat sem bil izvoljen v državni zbor, 2-krat za župana, 2-krat sem bil izvoljen v državni svet. Res je, da je za mano težka pot, prehojena tako ali drugače, doskozi, ampak od tega se človek v življenju veliko nauči, postaneš starejši, modrejši. In jaz sem prepričan, da smo v Mariboru pripravili dobro vizijo za razvoj Maribora. Prav. Zdaj, vaš protikandidat Saša Arsenovič nam je sporočil, da se zaradi preobremenjenosti ne bo udeležil današnjega soočenja. Kako si vi to recimo razlagate? Veste, jaz grem na vse televizije in na vsa soočenja. Tu ni izbire, ni presoje, ni strahov. Mene novinar, tako levi ali desni ali opozicijski, ali ki ni naklonjen ali je naklonjen, vpraša popolnoma vse. Če želiš biti župan Maribora, moraš psihofizično biti pripravljen. Spomnim se prvega mandata leta 2006, ko sem prevzel funkcijo župana, od 8:30 zjutraj pa vse do 23 ali pa polnoči je bil moj delovnik. Ko je bila ekipa vpeljana v drugem mandatu, sem malo manj bil obremenjen. Vendar, če želiš biti župan mesta Maribor, mesto je tako pomembno, je toliko problemov, da zahteva celega človeka in moraš biti psihofizično pripravljen. In to ni nič, kar imamo soočenja. To ni nobena utrujenost, to napram delo kot funkcije župana, to ni nič. In se čudim,
Moram reči, da sem presenečen, da se gospod Arsenovič ni odzval vašemu povabilu. Tudi vaši gledalci so v Mariboru, tudi vaši gledalci v Mariboru si zaslužijo mojo, našo pozornost in tudi vaši gledalci v Mariboru imajo pravico slišati različna mnenja, kako in na kakšen način vidimo Maribor leta 2022, ko bi se naj zaključil ta mandat. Ja, zdaj, ko se je gospod Arsenovič prijavil, vemo, da je pozno najavil kandidaturo, najprej rekel, da bo kandidiral s podpisi volivcev, potem ga je v bistvu kandidirala stranka Modernega centra. Ste vi pričakovali, da bo on vaš najresnejši protikandidat zdaj v drugem krogu za župana Maribora? Ja, na nek način, da sem to pričakoval v tistem trenutku, ko se je v zadnjem času gospod Arsenovič kar pogosto pojavljal v mariborskem časniku in na nek način si upam trditi, da ga je ta časnik bildo. Celo gospod Fištrajc je javno dejal na eni izmed soočenj, da je to njihov kandidat. Vsakdo pač ima pravico imeti svojega kandidata, ampak v tistem trenutku, ko sem videl, da je njega prepričala Ljubljana, da je tudi sam gospod Arsenovič v sobotni prilogi večera priznal, da sta prišla dva ministra z Ljubljane ga prepričati v Maribor, da naj kandidira. Očitno gre za to vprašanje, kdo bo sedaj Maribor prevzel, ali mi Štajerci bomo sami odločili o usodi Maribora, ali pa si želi Ljubljana v Maribor postaviti svojega človeka, da bo lahko z njim upravljala. Ampak je malo nenavadno za nas, ki recimo nismo Mariborčani, ne? Vemo, na enem izmed soočenj gospod Arsenovič ni vedel, da imate v Mariboru trg Leona Štukla in tako naprej. Vidi se, da tudi sam nekako ni verjetno dosti razmišljal o tej kandidaturi, ali je vse skupaj vzel z levo roko? Jaz mislim, da ni vzel z levo roko. Po mariborskih ulicah krožijo takšne drugačne špekulacije. Kaj je res, kaj ni res, ne želim to presojati, to ne presojajo Mariborčani, ampak da je na nek način bil strani SMC-a prisiljen ob zid, da se odloči za to kandidaturo. Malo nenavadno je, da kandidiraš za župana na listi stranke SMC-a, potem pa ustanoviš svojo listo, ali se pa ustrašil ustavnega sodišča in pritožb, da bi mu razveljavili listo. Zdaj, ko smo na začetku omenili nogomet, vi ste v dobrih odnosih zdaj z navijaško skupino Viole, še hodite na tekme Maribora? Nazadnje sem bil na derbiju Maribor-Olimpija, hodim občasno na tekme, nikoli nisem imel težav z navijaško skupino Violami in tudi Viole niso bile v prvih vrstah, ko so bile v Mariboru vstaja. Nekateri so si želeli njihovo ime uporabljati in izkoriščati, da gre za Viole, ampak to ni res. Mogoče je bil kjer posameznik, ampak to ne moreš šteti za navijaško skupino. Kot ste že sami rekli, dolga politična kariera je že sedaj za vami, marsikaj ste dali skozi. Ena okoliščina, mimo katere seveda ne moremo, je ti številni sodni procesi, ki so bili sproženi proti vam. Kar nekaj časa smo bili navajeni, da vas v glavnem videvamo na sodišču, kjer se zagovarjate proti tem obtožbam, ki so bile pač proti vam vložene. Teh procesov je bilo kar nekaj, ampak čeprav vem, v glavnem sicer dolgo traja, ampak kar zmagujete. Kakšno je zdaj stanje? Je še kakšna proti vam? Trenutko rezultat Kangler proti državi Republike Slovenije 22 proti nič. 22 proti nič? 22 proti nič. 19 nič je pravnomočno končanih, ena pravna zadeva v zvezi z mojim traktorjem in stanovanjem je tudi pravnomočno končana. Žalostno je, da sem hodil 8-krat ali 9-krat v Ljubljano na sodišče in da sem dopovedoval sodišču, da moj traktor, ki ima 38 let, nima dodatne opreme, niti nima klime, ima naravno zračno klimo, ker piha pri vsakih vratih not. Nekateri pa praznijo banke, odpisujejo jim kredite po 16 milijonov, perejo denar za 1 milijardo, pa nič. Po drugi strani pa sem zelo vesel, da je šele po 7 letih zasijala luč pravice in resnice, tudi v mojem primeru, da je sodnica v Murski Soboti Goldinski izdala sklep na podlagi pričanja Mogeta, Jerovška in Vogrina, kjer je izločila sodnika, ki je bil v svoj čas uslužbenec državne varnosti Jugoslavije, agent tako imenovane UDBE, svetovalec direktorja Sove, drugi človek Sove kot namestnik direktora, kjer sem kot 11-letni nadzornik v parlamentarni komisiji za nadzor nad obveščevalnimi službami velikokrat imel z njim konflikt.
Ampak niti en sodnik kazenski na okrajnem sodišču v Mariboru, niti en preiskovalni sodnik na okrožnem sodišču v Mariboru, kaj šele kazenski sodnik in to vsi v Mariboru na višjem sodišču niso dovolili zaslišanja niti ene priče, niti enega dokaznega predloga. Čeprav je na mojo stran takrat tudi napisal na 15 straneh mnenje gospod dr. Celil Ribičič, bivši ustavni sodnik, ki prihaja sicer z levice in je jasno zapisal na 11. strani, da v primeru zadevi Franc Kangler ne moremo govoriti o poštenem, kaj šele o pravičnem sojenju. Pa tega nikogar v Sloveniji ni zmotilo. Ravno nasprotno, ko je bil predsednik vlade Miro Cerar, je na novoletnem zajtrku novinarjev se pohvalil z kazenskimi ovadbami v zadevi Franc Kangler. A se vam zdi to normalno, da se politik hvali? Ja, ni normalno, ampak sej vemo že... To je dokaz več, da gre za politični obračun in da se je politika vmešavala. Seveda meni so takšen in drugačen pečat v teh 6 letih pustili. In marsikoga moram sedaj kot kandidat za župana nekoliko bolj prepričevati, po mojem osebnem mnenju pa je bila storjena velika škoda Mariboru. Če bi jaz danes bil župan Maribora, bi mestna knjižnica bila zgrajena, bi Mak stal, bi brežina reke Drave bila urejena in tudi most preko reke bi bil zgrajen. Meni je žal, da se to ni zgodilo, ampak nekdo, ki je zrežiral takrat staja leta 2012, je imel interes, da Maribor obstoji. In to se je tudi dejansko zgodilo. Zakaj recimo se vam zdi, da je ta globoka država, ki za drugo tu očitno ne more iti? Se vemo, da je praktično veliko večino vseh teh preiskav proti vami podpisal en isti sodnik. Zakaj recimo mislite, da ste ravno vi bili kot župan Maribora ali kako drugače pač trn v peti tem centru moči tranzicijske levice, da so sprožili proti vam, kot ste sami rekli, 22 sodnih procesov? Ja, ni bilo samo 22 več. Glejte, veste, kaj jaz sem bil na strani pravice in resnice vedno. Leta 1991 sem bil pripravljen umreti za to državo. In od takrat sem spoznal Slovenijo in imam rad svojo Slovenijo in imam rad moje mesto Maribor. In skozi 11-letno delo v parlamentu sem zmeraj trčil ob to globoko državo, saj sem bil jaz eden izmed tistih avtorjev, soavtorjev, ki smo predlagali parlamentarni nadzor v obravnavo. Jaz, Rudolf Mogej in Jože Verovšek smo ga napisali, da smo začeli te obveščevalne službe kontrolirati, da se jih več ne zlorablja za to, da novinarje kontrolirajo v dobesednem pomenu. Saj vas kontrolirajo po telefonih, po mailih, vas sledijo, sploh ni pomembno, danes samo en stisne vašo telefonsko številko in vidi vašo lokacijo, kje ste, s kom ste, kaj se pogovarjate. Slovenci se niti ne zavedajo, v kakšni družbi živimo. Ampak seveda, obračun z mano pa pol prišel, seveda potrebno je Kangler ostajati, ko je začel črpati evropska sredstva za potrebe Maribora. Ko so videli v Mariboru, Kangler bo zgradil stadion, seveda smo ga zgradili, 7,5 milijonov smo dobili iz Evrope. Pade gondola. In tu sem hvaležen tudi vašemu komentatorju, bivšemu ministru za gospodarstvo, gospodu Lahovniku, nam je priskočil na pomoč. On je bil za reso, jaz pa v ljudski stranki, pa smo našla dialog, pa smo rešila problem. V 104 dnevih smo postavili gondolo. A si lahko mislite? 104 dnevih, novo. In smo rešili zimsko sezono in zlato lisico na Mariborskem Pohorju. Lutkovno gledališče je bil problem v Mariboru 20 let. Prije Kangler za župana, v 2 letih postavimo novo lutkovno gledališče, dobimo 7,5 milijonov za Evrope. 20 let smo se ukvarjali v Mariboru, kje bomo zgradili zavetišče za živali. Na Zakovski cesti je bil stari objekt zavetišča za živali in je bil za stanovalce neposredni bližini moteč lajež psov. Mi smo ta problem rešili. Z dr. Tetičkovičem sva si obula škorne in šla po občini Maribor in več dni iskala lokacijo, smo jo našla in tudi zavetišče za živali zgradili. Očitno je to nekoga zmotilo, da je Maribor bil preveč napreden, da je šel po poti Evrope in nekdo je pač organiziral te vstaje. Se je pač to zgodilo, z tega smo se nekaj naučili. Jaz imam ponovno novo vizijo za razvoj Maribora in gledam naprej. Še minuto malo, preden gremo na prve oglase, takole bi vas vprašal, rekli ste, nekoga je to zmotilo. Mislite, da so naročniki tega vašega, tako rekoč, političnega umora, so iz Maribora ali so iz Ljubljane ali iz kje drugje? Jaz mislim, da so iz centra moči. Ve se, kje je politična moč skoncentrirana, da gre za Ljubljano. Ve se, da
nekateri upravljajo z državo. Kadar jaz se rečem beseda Ljubljana, ne mislim mesto Ljubljana. Takrat jaz to mislim na vlado Republike Slovenije, na politično koncentracijo moči. In poglejte, kaj so naredili z nekaterimi drugimi politiki. A se vam zdi normalno, da sem dobil več kot 2/3 vseh glasov za izvolitev v državni svet? Ja, to je impresiven rezultat. Neka politična elita ni izglasovala mandata, mi ga je moralo Ustavno sodišče. Ker mi ga Ustavno sodišče izglasovalo, je pol nekdo naročil mariborskemu sodniku, da me dobesedno po krivici obsodi. Je to normalno? Ni. Ni, ja. In da sem izgubil ta mandat. Si moramo zdaj vzeti malo predaha, ampak nič hudega, nadaljujejo po oglasih, ko bomo naprej komentirala bitke za Maribor. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami je še vedno Franc Kangler, kandidat za župana Maribora. Naj povem, da smo v studio povabili tudi njegovega protikandidata Sašo Arsenoviča, ki nam je žal sporočil, da se soočenja v oddaji Faktor ne more udeležiti zaradi preobremenjenosti. Gospod Kangler, če nadaljujeva, zdaj vi ste v bistvu prvič, ko ste kandidirali za župana Maribora, ste zmagali v drugem krogu, drugič ste zmagali že v prvem krogu. Potem ste kandidirali še enkrat, kjer vas je pač porazil dosedanji župan Fištravec v drugem krogu, ampak predtem se je ta druga vaša, v bistvu drugi županski mandat predčasno končal na en zelo specifičen način. Pa predlagam, da si zdaj pogledava en video posnetek, kaj se je takrat dogajalo v Mariboru. Izredno stanje. Zato apeliram na vse, če ne zaradi vas, zaradi vaših otrok, da danes, prosim, ostanete na Trgu Svobode in protestirate mirno. No, zdaj tukaj so bili pozivi, da naj pač ljudje mirno protestirajo proti vam, v bistvu pa kot veva midva in tudi ostali gledalke in gledalci se je nadaljevalo ne mirno, ampak kar precej krvavo. Predlagam, da si še ta del pogledava, preden pokomentirava dogajanje. Evo, to so ti prizori, ki so kasneje eskalirali še v mnogo hujše. Gospod Kangler, kako ste se vi takrat počutili kot župan Maribora, glede na vse to, kar se je dogajalo in to dogajanje, ki je bilo v bistvu uperjeno proti vam osebno, to verjetno ni lahek položaj za človeka, ne? Veste, že lep čas, ko sem županoval v Mariboru, sem čutil, da nekdo stopnjuje takšni tempo in hujska ljudi. Če ti častnik, ki se ima za težo, vsake 4 mesece napiše, da si bil kazensko ovaden, če nekateri potikajo in lažejo v nekem okolju in vznemirjajo ljudi, potem lahko pričakuješ takšne dogodke. Sam osebno, seveda kot županu mi ni bilo vseeno. Ni mi bilo vseeno za niti eno poškodbo, ki se je zgodila tako pri ljudeh kot materialno.
Vedel pa sem, da tukaj ni šlo za samo napad na mene, da je nekdo sprožil svoj sistem, da se zamenja celotna vlada, ki je kasneje v mesecu februarja, marcu celo padla, da je šlo to za veliko politično igro, tako imenovanih stricev iz ozadja, da sem pa jaz bil samo podaljšana roka vzroka, kako in na kakšen način priti do tega. In če tukaj, kot ste videli, tam, kdo je držal mikrofon, da gre za Sanjina Šara, ki je bil tudi v sodnih postopkih, ki ga je sodnica na nek način oprostila, ker ima je policija našla 5 kil konoplje, enega reveža, ker ima 3 grame za svoje potrebe, ga dajo sodniku za prekrške, pa kaznovan. Ta gospod, ki je pa v Mariboru organiziral vstaje, pa je imel 5 kil in konec koncev ga našo pravosodje oprosti, čeprav se je tožilec pritožil in ima ponovno sojenje. Ampak to kaže tudi na neki odnos družbenega dogajanja v Mariboru. Zdaj nekako to, kar smo videli na teh posnetkih, pritrjuje temu, kar vi pravite. Ne? Videli smo na enem transparentu, ste bili vi v družbi Milana Kučana, čeprav politično si nista preveč blizu. Na drugem transparentu smo videli dol z levico, dol z desnico. Videli smo pa tudi veliko pač teh nekih parol osebno uperjenih proti vam. Kaj je po vašem mnenju takrat prelilo kapljo čez rob? Spomnimo se te zgodbe z mariborskimi radarji. Vi verjamete, da so res radarji bili tisti povod, tista kaplja čez rob, ki je potem povzročila vse, kar je sledilo? Ne, to se je stopnjevalo. Nekateri, ki imajo vpliv na medije, predvsem vladne medije, so to izkoristili. Moram povedati, da do tistega trenutka in do danes niti eden ni dobil dobene mandatne kazni za prehitro vožnjo v Mariboru. In da tu ni šlo za ta pojav, da bi nekoga udaril po žepu in tudi ni bil namen. Saj moj namen ne, kar sem tudi dokazal na sodišču, da nisem bil vključen v nabavo radarjev, da nisem bil vpleten v to, saj je tožilstvo odstopilo od pregona in vse priče, 17 prič je govorilo v mojo korist in dobesedno se je pač to zgodilo, kar se je. Jaz na nek način obžalujem, da do tega dogodka prišlo. Če ne bi bilo tega, bi pa bil kjeri drugi in predvsem so bivši politiki zaresa, saj ti, ki so bili trenutno na mariborski oblasti, bili administratorji na Facebooku, kjer so pozivali ljudi k nasilju. Sam osebno pa še enkrat tudi vam povem, da jaz nisem odstopil zaradi vstaj, da jaz sem odstopil zato, ker so policisti našli eksplozivna telesa, ki so bila pripravljena, da jih vržejo med policiste. In v tistem trenutku, ko se je to dogajalo in ko sem jaz vedel za ta dogodek, sem dejal, več je vredno eno življenje policista kot moje županovanje, zato sem takrat odstopil in jasno in glasno povedal, da bom pravico in resnico poiskal na sodišču. Danes tukaj sedim v vašem studiu, to resnico in pravico sem več ali manj našel, dokazal na sodišču, vendar, poglejte, dobili smo drugega župana v Mariboru, 6 let se nič ni dogajalo, bile so obljube tovarn na bateriji, 5000 delovnih mest, potovanja na Kitajsko, v redu. Mislim, da se Maribor moral nekaj iz tega naučiti. Danes imamo mojega protikandidata novinca, pravi, da bo preučil, da bo videl, kako bo. Maribor pa potrebuje zidal garažo, ne? Glejte, Maribor pa potrebuje po moji osebni oceni človeka, župana, ki bo drugi dan začel delati z ekipo, ki zna, ki zmore. Predvsem so pred Mariborom preizkušnje črpanja evropskih sredstev in jaz sem prepričan, da tega vlaka, ki pelje proti Bruslu, mora Maribor izkoristiti. In tu imam izkušnje, imam kilometrino, znam spostaviti dialog, imam dobro vizijo za razvoj Maribora in ravno iz teh razlogov sem se tudi odločil, da ponovno kandidiram, ker mi ni vseeno, kaj se dogaja z Mariborčani v Mariboru, ni mi vseeno, kam gre ta svet v Mariboru, kaj bo z našimi mladi, ni mi vseeno, da morajo Mariborčani iskati delo v tujini, sosednje Avstriji in želim pač svojim znanjem in izkušnjami tudi doprinesti boljši jutri mesto. Zdaj, ko so te procesi proti vam padali kot domine, vendarle ste na prejšnjih volitvah v drugem krogu ste izgubili proti dosedanjemu županu Fištracu. Vam je bilo takrat kaj žal? Ste bili kaj razočarani nad tem rezultatom? Vam je bilo žal, da ste odstopili 4 leta prej? Ne, ni mi bilo žal, to je pač ena izkušnja.
tudi prehojena pot, kot sem že danes tudi na enem izmed soočenj tudi povedal, da iz izkušnje se naučiš, postaneš modrejši, bolj ko si starejši, postaneš modrejši, drugače gledaš na svet, v politiki ni zamer, jaz nikomu ne zamerim, ne gledam več v preteklost, gledam v prihodnost Maribora, kaj bo jutri z Mariborom, kam gre Maribor, kaj bodo mladi, kaj bodo starejši občani, kje bomo imeli službe, na kakšen način bomo živeli. Želim si, da živimo v sožitju in da ustvarjamo in kreiramo razvoj Maribora skupaj. Zdaj, se ne bojite, da bi se ta kalvarija, skozi katero ste šli vi in vaša družina, ponovila v primeru vaše izvolitve ponovno za župana Maribora? Vas to ne skrbi? Ne, osebno mene to ne skrbi. Niti ne vem, zakaj bi me. Če imamo pravni red in pravno državo in če smo stali Evropske unije, potem mislim, da vsakdo ima pravico, da protestira. Kadarkoli sem potoval v Bruslju, ko sem lobiral za mesto Maribor, vedno sem naletel na proteste pred Evropskim parlamentom ali Evropsko komisijo. To je nekaj vsakdanjega. Danes lahko vidimo, kako in na kakšen način protestirajo v Franciji. In prav je in pravico imajo, da človek sme izražati svobodo govora tudi na ta način, da proti kakšnemu politiku napiše transparent in ga tudi zobese ali pa da pred samo ustanovo tudi protestira. Slovenci se še tega nismo navadili, pa tudi to moramo sprejeti. Kakšna je vaša ocena, čemu bodo dali volivke in volivci v Mariboru, Mariborčani in Mariborčanke prednost zdaj v drugem krogu? Se pravi, tem vašim izkušnjam, tako pozitivnim in negativnim, kot ste jih sami tudi navedli, se pravi, dolgoletne izkušnje v politiki, ali bojo raj stavili na enega novinca, ki roko na srce do sedaj se s politiko praktično ni ukvarjal, niti mestno, kaj šele kakšno drugo? Jaz mislim, da imam veliko možnosti, da sem izvoljen, zato ker za mano v Mariboru so ostali dogodki, dokazi, da znam, da zmorem, tako kot sem prej naštel nekatere evropske projekte. In Mariboru se je v času mojega župana dogajalo. Takrat je v Mariboru stalo, enkrat sem jih preštel 32 žerjavov, v Mariboru se je delalo. Zgradili smo stadion, gondolo, ljudski vrt, smo obnovili, tako kot smo planirali, lutkovno gledišče, zavetišče za živali, Trg Leona Štukla, poglejte, hiša, ki v neposredni bližini stoji, častnik Stežo, me je takrat zelo nadziral pri tisti izgradnji, celo števec so imeli na svoji spletni strani, vse v negativnem smislu, kdaj bo ta trg zgrajen. Danes se vsi sončijo na tem trgu kot Martinčki, ko posije sonce. Jaz sem ponosen na to dnevno sobo, pravijo, to je Kanglerjeva dnevna soba. Še bolj ponosen sem pa na to, da smo to dnevno sobo, ta trg, kjer imamo martinovanje, novoleto in druge prireditve, poimenovali po Leonu Štuklu, da je to trg Leona Štukla, in to mi je velika čast in velik ponos. Zdaj, vi ste predsednik nove SLS, nove Slovenske ljudske stranke. Vas je bivša stranka, Slovenska ljudska stranka, podprla zdaj v tej županski bitki vaši? Ja, me je podprla, sem zelo vesel. Na nek način sem tudi vesel, ker Slovenija potrebuje dobro Slovensko ljudsko stranko, zmerno sredinsko stranko, tudi na desni, da se je tudi po zadnjih rejtingih in javnih mnenjskih raziskav nekoliko dvignila. In jaz mislim, da za prihodnost Slovenije je to zelo pomembno. Kako vi ocenjujete recimo to vrnitev Marjana Podobnika po tolikih letih v slovensko politiko? Se vam zdi to pozitivno za stranko in sicer za ta politični pol? Veste, v tem danem trenutku veliko sem se trudil, pa tudi vključeval, kako in na kakšen način bi rešili Slovensko ljudsko stranko, čeprav sem predsednik nove ljudske stranke. Vedno na nek način, kljub temu, da so me izključili iz te stranke, nedemokratično, da me kolegi predsednika izključil. Evropski poslanec gospod Bogovič je bil edini, ki se mi je na nek način kasneje tudi opravičil. Pričakujem pa še opravičilo bivšega predsednika gospoda Žerjava, ki je javno povedal, če bodo sodni postopki proti meni padli, da se mi bo javno opravičil. Tega do zdaj še ni storil? To ni še storil, tako kot Partljič, ne. To ne Partljič, mariborski pisatelj. Na nek način si mislim, da je bil Marjan Podobnik edina in najboljša izbira v tem danem trenutku, da stare korenine ljudske stranke, ki so še prisotne od leta 1988, ko je bila ustanovljena, poveže, združi in vključi tudi mlade korenine in na ta način, po mojem mnenju, 4. decembra
Pričakujem, da bo tudi neko sporočilo simbolično v Mariboru ob obletnici ustanovitve Ljudske stranke in Unionski dvorani bi naj prišlo do razgrnitve table, kjer se bo pač prišlo na obletnico in bo kar veliko različnih politikov, ki bodo sodelovali v tem procesu. Če vas pravi razumem, v prihodnosti ni izključeno potem, da se tudi združite nazaj, se pravi SLS in vaša stranka, ali kako? To težko zdaj komentiram. Podpiramo združitev, podpiramo povezovanje in kako in na kakšen način bo čas svojo prinesel. Vsekakor pa mislim, da Ljudska stranka si zasluži svoje mesto v slovenskem parlamentu. In gre za stranko, ki zna uravnotežiti politični prostor v Sloveniji, ima izkušnje iz preteklosti, predvsem pa je pomembno, da je proevropsko usmerjena. Zdaj, vladne stranke, obstoječe vladne koalicije, čeprav vem, vas niso podprle. Kakšno sodelovanje si obetate v primeru, da boste izvoljeni za župana z vlado Marjana Šarca? Jaz se s tem nikoli nisem imel težav. Ko sem bil župan, na eni strani je bil predsednik vlade Janez Janša, je velikokrat obiskal Maribor. Na drugi strani, v drugem mandatu, je bil predsednik vlade Borut Pahor, ki je aktualni predsednik države. In tudi Borut Pahor je velikokrat prišel v Maribor in je bil dialog vzpostavljen. Jaz mislim, da Maribora nihče od vlad ne sme podcenjevati. Gre za drugo največje mesto. Je zelo pomembno mesto. Tudi Mariborčani so državljani Republike Slovenije, so na zemljevidu Slovenije, si zaslužijo enako pozornost kot vsa ostala mesta. Rad bi pa poudaril to, da mi je velika čast in veliki ponos, da so me za drugi krog županskih volitev v Mariboru podprli 5 bivših rektorjev. 5 bivših rektorjev, dr. Toplak, dr. Tičar, dr. Knez, dr. Rozman, in bivši mariborski župan, dr. Križman. In danes mi je še izrekel podporo dekan strojne fakultete, dr. Niko Samec, kar kaže na to, da so mi zaupali v preteklosti, ko sem opravil funkcijo župana, predvsem pa, da verjamejo v mojo vizijo razvoja Maribora. Predvsem pa verjamejo v to, kar povem, kar obljubim, da tudi izpeljem. Ja. In to je tisti dialog v mestu med občino in univerzo, ki mora na nek način živeti. Prav. Si bo vzela še en krajši premor, ampak ne odhajajte, gledalke, gledalci. Vrnemo se po oglasih, ko bomo z našim gostom Francim Kanglerjem podali zaključne misli. Dobrodošli še zadnjič nocoj. Gospod Kangler, današnja oddaja je bila mišljena kot predvolilno soočenje. Žal gospoda Arsenoviča ni bilo, sporočil nam je, da je preobremenjen, zato je bil to v bistvu intervju in zdaj je skladno s tem formatom še zadnje vprašanje za vas v oddaji. Kakšno je vaše zadnje sporočilo volivkam in volivcem pred nedeljskim odločilnim drugim krogom za županske volitve v Mariboru? Seveda si kot kandidat za župana želim, da bi v nedeljo se na volišče odpravilo čim več Mariborčanov in Mariborčank. To je zelo pomembno, vsaki glas šteje in jaz si želim, spoštovane Mariborčanke in Mariborčani, da kreiram prihodnost Maribora skupaj z vami. V Mariboru bo potrebno poskrbeti za mlade, za starejše, za delovno aktivne, za brezposelne. Naprej si želim, da bi za akcijo Darujmo srcem poskrbeli tudi za tiste, ki nimajo za vsakdanji kruh. Pomembno pa je, da kreiramo politiko skupaj z vami, da ustvarjamo dialog za boljši jutri v tem našem mestu. Maribor je naše mesto, Maribor je vaše mesto. Najlepša hvala, gospod Kangler, za vaše današnje gostovanje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bila antivstajniška 207. oddaja Faktor na TV3. Spremljate nas tudi jutri, ko bomo komentirali županske volitve na Obali. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.